Pozdravljeni, lepa hvala za tale uvod. V čast mi je sodelovati na tej konferenci in se zahvaljujem za vabilo. Dovolite pa mi, da začnem z vicom. Političnega obsojenca udbovci pripeljejo na Goli otok. Tam svojega ječarja vpraša, ali imate tukaj knjižnico. Tam odgovori, nimamo, imamo pa avtorje. In medias res. Dr. Friedrich Luckmann, 1886 do 1958, je bil potomec kranjske družine bančnikov in politikov, ki ob izbruhu vojne ni bil ne mlad, ne reven. Med vojno se je zavzemal za pri okupatorjih zaprte domoljube, med drugim za Ljubo Prenar. Med Luckmannovimi strankami je bil Tržačan Leonidas Economo. Pooblastil ga je, naj išče svaka knjiza Gottlieba Windischgrätza, ki ga je Ozna 13.5.45 v Trstu ugrabila in odpeljala v Ljubljano. Zaprt je bil v Škofovih zavodih, sodnih zaporih, prisilnih delavnicah in na psihiatriji v Polju. Od tam je izginil. Po koncu vojne so Luckmannovo družino, razen ene hčerke, zaprli in postavili pred vojaško sodišče. Sin je bil oproščen, tudi Luckmann in žena sta prišla iz zapora, drugi hčerki so avgusta 1945 sodili pred vojaškim sodiščem in jo obsodili na odvzem svobode s prisilnim delom za dobo 5 let, na zaplembo celotnega premoženja in na izgubo državljanstva. Windischgrätzom so zasegli vse premoženje. Economu, ki je bil baron Sancerre, so zasegli grad Sočerb, potem je imel svojo baronijo, in Luckmannom vse, tudi del Tivolija s Cekinovim gradom. To je bila pa dota žene, rojene Kozler, vnukinje Petra Kozlerja, ki je 1853 izdal zemljevid slovenske dežele in pokrajin, prvi zemljevid, da rečem, Združene Slovenije, in soustanovil je pivovarno Union. V Tivoliju je Luckmann hotel postaviti univerzitetni kampus, za kar ni dobil dovoljenja. Sta pa z Blodkom postavila športna igrišča in bazen Ilirijo. V Cekinovem gradu je danes pred kratkim preimenovani Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije. Luckmanna so ženo in sinom 17.12.45 v živinskih vagonih izgnali iz države. Pisarno so mu 19.1.46 zaprli, ker so ga po sklepu odvetniške zbornice z istega dne iz nje izključili. Zaprli so jo na dan, ko so Gottlieba obsodili na smrt. Izgnanci so 49. postali avstrijski državljani. Luckmann je od takrat delal kot odvetnik v Celovcu. Ker je diplomiral in doktoriral na Dunaju, ni bilo ovir. 72-letnega ga je 11.6.58 v pisarni zadela kap. Ljubo Sirc je 43. diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani. Bil je član Nagodetove liberalne skupine Stara pravda, ki se je pridružila OF. Ker je bila za kraljevino in proti monopolu KPS v OF, so jo 42. iz OF izključili. Sirc je nasprotoval kolaboraciji, je pa Dražo Mihajlovića priznaval za legitimnega predstavnika oblasti. Po sporazumu Tito Šubašić se je jeseni 1944 vključil v NOV. Po vojni si je prizadeval za parlamentarno demokracijo, večstrankarski sistem, tržno gospodarstvo in legalno opozicijo. Udba ga je 24.5.47 aretirala in na Nagodetovem procesu obsodila na smrt. Kazen so mu kasneje spremenili v 20 let zapora s prisilnim delom. V zaporu ga je obiskala Ljuba Prenar, ki je bila predtem že sama zaprta. Po 7 letih in pol, od tega 2 v samici, so ga izpustili. Ker se ni mogel zaposliti, politična policija pa ga je silila k sodelovanju, je 55 ga prek Italije pobegnil v Veliko Britanijo, kjer je raziskoval komunistična gospodarstva.
V 90-ih je s Čubajsom razpravljal o možnosti, da bi se Rusija dogovorila z NATO-om, preden se razširi vse do ruskih meja. Kot vemo, neuspešno. Boris Furlan je bil od 1925 odvetnik v Trstu. Tu ga je Joyce učil angleščine. Ko so ga 30. opozorili, da ga bodo zaprli, je z družino prebegnil v Ljubljano. Od 8.1.31 je bil odvetnik in prevajal. Od 33. je bil framason pri zagrebških prostozidarjih, 40. je soustanovil ložo Valentin Vodnik v Ljubljani. Redni profesor na pravni fakulteti je postal 36. Aktivno je deloval proti okupatorju in bil v Šubašičevi vladi prosvetni minister. Po radiju je kot London Slovene Voice pozival domobrance, naj se priključijo partizanom. Dekan pravne fakultete je bil 47. aretiran in obsojen na smrt. Med grozodejstvi, ki so mu jih učitali, je bilo branje Orwellove Animal Farm, ki jo je celo posodil soobsojencu na Nagodetovem procesu Francu Snoju. Kazen so mu spremenili v 20 let prisilnega dela. Po 4 letih in pol so ga 51. bolnega pogojno izpustili. Takrat je prevedel Descarta. Sinovo sta ga uvajala. Udbi, hči, partizanka se je izselila v ZDA. 53. se je poročil z družinsko prijateljico Vero Magušar, arestantko, ki je bila kot prener zaprta v Ferdrengu, verjetno zato, da bi odzeli premoženje v Radovljici. Ko so ji vrnili eno sobo, kamor se je smela vseliti s Furlanom, se je nekega dne zmanipulirana sodrga namenila Furlana vreči v Savo, kar je preprečil tržačan dr. Josip Vilfan. Furlan je umrl kot kaznjenec. Oče, dr. Ljube Prenar, je bil kočevar, mati Slovenka, odraščala je dvojezično. Med študijem v Ljubljani se je udeleževala, kot jih je hudomušno imenovala, aviatičnih vaj, na izpitih je namreč padala. Diplomirala je 36. in jeseni 41. doktorirala. 31.12.42 so jo včlanili v odvetniško zbornico. Samostojno pisarno je vodila do 47. Pisala je drame, komedije, librete in prozo. Je avtorica naše prve kriminalke Neznani storilec. Decembra 1939 je bila sprejeta v Društvo slovenskih književnikov v Ljubljani. Med vojno so se v njenem stanovanju sestajali najvišji partijski organi in odgovorni člani izvršnega odbora OF. Organizirala je Tomšičevo reševanje iz zapora, vendar se to ni zgodilo, ker partijsko vodstvo tega ni dopustilo. Preden so ga ustrelili v gramozni jami, je Prenarjeva še enkrat govorila z njim in mu povedala, da ga ne bo reševala njena ekipa, temveč partijci. Tomšič, ki naj bi takrat zajokal, je rekel: Ljuba, ne bodo me. Prenarjevo je v partijo brez njenega soglasja vpisala Vida Tomšič, čemur se je uprla in zahtevala, da jo izpišejo, kar je Tomšičeva po 3 mesecih storila. Med vojno je Prenar reševala rojake iz okupatorskih zaporov, zaradi česar so je začetek 44. Nemci zaprli. Iz zapora je pomagal Lukman. Po vojni je 23.6.45 v korist zaprtega kolega dala pisno izjavo, kjer je zatrdila, da je 5.2.44 rešil iz gestapovske ječe in s tem gotove smrti, ker je zame podpisal pismeno garancijsko izjavo, s katero je garantiral zame, s svojo osebo in z vso svojo imovino, da ne bom pobegnila. Verjetno je bila februarja 1947 izključena iz Društva slovenskih pisateljev, ko so v okviru čistke v času predsedovanja Miška Kranjca izbrisali 13 članov. Sledila je prepoved opravljanja odvetniškega poklica, čeprav se je sama pred tem 28.2.47 sama odrekla advokaturi. In 1. marca 1947 so jo aretirali. Korakov 4 in 2 v šir, zdaj hiša naša meri, zakrižano je okence,
zaklenjene suduri. Tu notri sam sem dan na dan, ki v tem temno noč izginja, ne sveti se mi lunica in sonce mi ne sine. Po izpustitvi je bila brez službe, kar se je naglo spremenilo. Dne 12. julija 1947 sem bila od UDV aretirana in z odločbo 22. julija 1949 poslana na prisilno delo brez odvzema svobode Frdrenk pri Kočevju, od tam pa v DVD za 18 mesecev. Na praznik dela 50. je bila pogojno odpuščena. Po vrnitvi v civilno življenje do 54. ni smela delati kot odvetnica. Da je imela prepoved opravljanja poklica, odvetniška zbornica v svojem seznamu slovenskih odvetnikov ne beleži. V Društvu slovenskih pisateljev so jo znova sprejeli leto pred smrtjo. Dr. Rudolf Trofenik je v Ljubljani na pravu diplomiral 36. in doktoriral 37. Vpisal se je še na klasično filologijo in filozofijo, kjer je 42. pri Francu Webru doktoriral. 39. je postal asistent pripravnik, 42. pa privatni docent za kazensko pravo na pravni fakulteti. Po vojni so ga 12.2.46 odpustili iz službi. Od 47. do 56. je bil, kot navaja slovenski biografski leksikon, citiram, v politični klauzuri na Igu in drugod. Konec citata. Po domače bi se temu reklo zaprt. Med drugim v etniškem taborišču Litostroj in v sodnih zaporih. Kot Sirci delal v skupini zaporniških prevajalcev, ki so pokrivali potrebe politikov po tujejezičnih objavah. Od konca 50 je prevajal zaporu v Sremski Mitrovici. Takoj po izpustitvi 56. je legalno odšel v Nemčijo, kjer je ustanovil jugovzhodno knjigarno, 1960 pa še založbo Dr. Drofenik. Zalagal je znanstvena dela in beletristiko avtorjev jugovzhodne Evrope. Odkot mu ustanovni kapital, takrat je bilo potrebno za to 30.000 nemških mark, viri molčijo. Nekaj pred smrtjo je bil sprejet med dopisne člane SAZU. Trofenik je bil agent UDBE. Pod kodnim imenom Trubar je poročal v Kocbeku, ki mu je dostavljal prepovedane tiske. Iz udbovske depeše je razvidno, da je za namene spremljanja Kocbekovega pogreba UDBA angažirala svojega konfidenta s tajnim imenom Trubar alias Edijevega dolgoletnega prijatelja Rudolfa Trofenika, založnika iz Münchna. Zasledoval je tudi Borisa Pahorja. Verjetno je UDBA Trofeniku za koristne informacije plačala oziroma mu priskrbela denar za ustanovitev podjetij v Nemčiji. France Miklavčič je bil krščanski socialist in med vojno član OF. V glavnem štabu NOB je bil zadolžen za zveze z zavezniki, angleščine ga je naučila mama Irka. Že takrat so sumili, da je angleški agent. Zaradi člankov o povojnih pobojih 12.000 domobrancev je v okviru druge gonje proti Kocbeku zbudil pozornost politične policije, ki se je spravila na sodnika Franca Miklavčiča, kodno nadzorovan kot privesek, in na podpornika Viktorja Blažiča, kodno nadzorovan kot Blaž, novinarja Dela. Bila sta aretirana, Miklavčič kar med razpravo in postavljena pred sodišče. Blažič je dobil septembra 1976 2 leti zapora, Miklavčič pa oktobra istega leta 5 let in 8 mesecev, ker so tajni policaji v njegovem skrivališču odkrili dnevnike, v katerih se je zavzemal za samostojno Slovenijo. Izpustili so ga po posredovanju mednarodnih medijev in Amnesty International. Po izpustitvi zapora je Miklavčič delal v nižji pravniški službi do upokojitve 1989. Saj mu je advokaturo, odvetniška zbornica Slovenije, 1983 zavrnila,
češ da ni vreden zaupanja zaradi prestane politične zaporne kazni 76-77. Podpisal tajnik zbornice, odvetnik Peter Čeferin. Tigrovec, slovenski tržaški odvetnik in rodoljub, dr. Branko Anjeleto, je bil skupaj z očetom dr. Josipom, kot je javno povedal na predstavitvi Slovenske kronike 20. stoletja 41 do 95 v Trstu leta 96 na Mačkovem seznamu za likvidacijo. Ob tej priliki je Branko navzočim postavil vprašanje, ali je bil Trst 1945 osvobojen ali zaseden. Na to je reagiral zgodovinar, ki se ga pozna pod imenom Giuseppe Pierazzi, ter Branku oponesel, da ni Slovenec. Branko je njegovo trditev vehementno zanikal. Branko je bil liberalen, projugoslovansko usmerjen demokrat. Del vojaškega roka je, ker je bil italijanski državljan, odslužil kot podporočnik 12. pehotnega regimenta v Pivki, kjer so ga septembra 40 aretirali med obsežno policijsko akcijo, ki je privedla do drugega tržaškega procesa. Boril se je v soškem in notranskem odredu jugoslovanske vojne v domovini. Delal je za britanske MI6. Z očetom sta po vojni ustanovila list Demokracija. Od 47. do upokojitve 91. je delal kot odvetnik v pisarni, ki jo je oče prevzel po Otokarju Ribržu, slovenskem politiku in diplomatu češkega rodu, ki je kot poslanec Državnega zbora na Dunaju tik pred razpadom Avstro-Ogrske 8.10.1918 zbrane parlamentarce prvi in edini nagovoril po slovensko. To ni bil Korošec, to je bil Ribarž. V pogovoru s Pavlom Parovelom o Porzusu in zavezniških obveščevalcih za časnik Delo 28.8.97 povod je bil italijanski film na to temo, ki ni bil prizanesljiv do revolucionarjih likvidacije. Branko povedal, da je bilo med vojno odstranjevanje nacističnih in fašističnih vohunov življenjska nuja. Izpostavil je pogoltnost komunističnih struktur. V obdobju demokrščanskih in socialističnih vlad Kraksija so italijanske službe vzpostavile široke poslovne mreže s komunističnimi mafijami, ki so nastajale med razpadanjem režimov. Zdaj za levo politično kritijo uporabljajo nekdanje italijanski komuniste, ki imajo posebne stike z vzhodom in so pripravljeni na vse, da bi le ostali na oblasti. Odkot dezorientacija? Največji posegi v pravni sistem so se začeli po začetku druge svetovne vojne. Sprožili so jih ukrepi okupatorjev in vodilnih revolucionarnih komunistov. Po zmagi 8. oziroma 9. maja 1945 in po 4 letih morije nismo dočekali ne miru, ne zlate svobode, nismo polni upanja zrli v svetlo prihodnost, ki so nam jo obljubljali revolucionarji, pač smo živeli drugo fazo revolucije, podprto z medijsko propagando. Tako smo v govoru našega tovariša Tita, ki je 26.5.45 z balkona univerze nagovoril zbrano množico, izvedeli, kaj lahko od roke pravice, ki je ruka osvetnica našeg naroda, pričakujejo izdajalci. Ova manjina nikad više neće da gleda ove naše divne planine, naša cvatuća polja. Izjava je napovedovala likvidacije nasprotnikov, ki smo jim rekli sovražniki. Na temelju pravnega reda, ki so ga med vojno v mednarodno priznani kraljevini Jugoslaviji sprejeli in zakoličili revolucionarji, takrat prepovedane KPJ, so med vojno in takoj po njej, ter še leta pozneje, takrat v mednarodno priznani ljudski državi zapirali in likvidirali ljudi. Peter Čeferin piše, da je imelo od 297
na dan 6. aprila 1941 registriranih odvetnikov pravico zastopanja pred sodišči po 13. juliju 1945 le še 15. 15 odvetnikov. Sama predstavljam, da jih preostalih 280 med vojno ni umrlo ali bilo ubitih. Na insceniranem Nagodetovem procesu, ki so ga prinašali po radiju, tiste čase redki Dobrini in po obcestnih zvočnikih, so obsodili 3 pravnike. Furlana, Sirca in Svatopluka Zupana, 2 na smrt. Prevrednotenju vseh vrednot je sledila dezorientacija. Nasprotniki revolucije so bili pobiti, zaprti, izgnani, so pobegnili, se ukvarjali s protivohunjenjem ali so umolknili. Molčeči slehernik se je moral odreči vrednotam, še zlasti, če so imele pridih meščanskosti. Kot nekdo, ki je del naše povojne zgodovine doživel v živo, podajam svoja opažanja. Borisa Furlana je oče, ki je študiral pravo v Ljubljani, omenil s spoštovanjem in občudovanjem enkrat samkrat, ko je govoril o svojih profesorjih. Rekel je, da je bil velik strokovnjak in je ogromno vedel. Anjeleta sem prvič videla 57. Prišel je k nam domov, kjer je imel oče v dnevni sobi pisarno. Branko ga je pooblastil za zastopanje v zadevi ločevanja od žene, premožne Slovenke iz dobre družine z Vrhnike. Ugotovil je, da mu jo je potaknila udba. Ker je bil njen svak znan odvetnik, si je Branko za zastopanje izbral edinega Srba med slovenskimi odvetniki. Da ločevanje ne bo enostavno, katero pa je sta vedela. Prepričana sta bila, da Branko ločitve v Sloveniji ne bo dosegel. Zato je žena v ločevanju, ki se je s tem strinjala, prijavila stalno bivališče v Beogradu, kjer so jo ločili. Dosodili so ji zajetno odpravnino, ki se jo je s pomočjo nekega barona v nekaj letih znebila. Takrat se je zaposlila na Ljubljanski banki, zadnje delovno mesto je bilo v izpostavi Ljubljanske banke v Milanu. Z Brankom je oče ostal v poslovnih in prijateljskih stikih vse do Brankove smrti 2002. Da sta bila prijatelja, je bilo nenavadno. Oče je bil komunist, Branko zagrizen antikomunist, ki je večkrat zatrdil, da je poznal 2 poštena komunista, svojega strica Ferda Zidarja, ki mu je v pogovorih dokazal, da ni bil običajen komunist, pač pa trockist, in mojega očeta. Da je bil tigrovec, je očetu zaupal Branko konec 80. let. Takrat je omenil, da je načrtoval atentat na Tita v okolici Bleda in da je bil prepričan, da ga bodo pri tem ubili, namreč Branka. Tito se takrat tam ni prikazal. Anjeleta v svoji knjigi o tigrovcih omenja Tatjana Rejec. Poznala sem jo pod imenom Srebot. Na gimnaziji me je učila angleščino. Ljubo Prenar sem konec 50. let spoznala pod uro pri Slovenija športu. Nosila je obleko in kravato. Ob pozdravu je snela klobuk in dala roko. Govorila je kot moški. Ker sem se zaradi tega čudila, je mama razložila, da so starši ob rojstvu menili, da je deklica, ona pa da se je počutila kot fant. Oče razlage ni komentiral. Sirca sem poznala, ker je prihajal na Novo revijo. Bil je kultiviran gospod in liberalni demokrat, ki je slovenskim LDS-ovcem nasedel, da so evropski liberalci. Lukmana nisem niti poznala, niti slišala zanj. Kot otrok sem slišala za njegovega klienta Ekonoma, ko sta se o njem pogovarjala Branko in oče. O čem nisem razumela. Ime Ekonoma sem si tolmačila kot poklic, ekonomist.
Nanj sem znova naletela med raziskovanjem Gottlieba Windischgrätza. V Ozlovskem poročilu Ekonoma omenja Tigrovec in poznejši Golootočan Vladimir Mankoč-Tatjan. Na Trofenika sem bila opozorjena v Trubarjevem antikvariatu mladinske knjige v Ljubljani točno 5. januarja 2015, ko sem tam iskala knjige Anastazija Grüna in mi je dolgoletna vodja Stanka Golob ob nakupu faksimila slovenskih ljudskih pesmi, ki jih je Grün prepesnil v nemščino, povedala, da je njihov založnik zalagal notranje ministrstvo Republike Slovenije s prepovedanimi tiski, ki so jih tujini pisali in objavljali Slovenci. Tiske je z Mercedesom osebno vozil čez mejo. Pristali so v D-fondu direktorjev fond Nuka. Doma smo imeli faksimile Dalmatinove Biblije z leta 68 in Valvazorove Slave Vojvodine Kranjske iz leta 70, ki sta oba išla pri Trofeniku, ampak v sodelovanju z Mladinsko knjigo. Sodelovanje obeh založb je bilo po Trofenikovi emigraciji možno, ker je imela ustanoviteljica in takratna direktorica Mladinske knjige Zorka Peršič politično zaslombo, saj je bila žena šefa drugega odseka OZNE, poznejšega šefa drugega odseka UDV, podpolkovnika doktorja Bogomirja Peršiča Marka, profesorja socialne psihologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Morda je k temu, da sta pomembna kulturno-zgodovinska faksimila smela iziti v tistih železnih časih v sodelovanju nemške in slovenske založbe, pripomoglo tudi, da je bil Trofenik agent UDBE. Ko so sodnika Miklavčiča 76. zaprli in obsodili, sem očeta vprašala, ali ga pozna. Pritrdil je in rekel, da je bil korekten sodnik in dober človek. Več od tega ni povedal, skladno s prepričanjem, da manj ko veš, bolje je. Tako ne moreš izdati nikogar in s tem ogroziti ne drugih, ne sebe, niti v primeru, da te mučijo. Na vprašanje, kdo naj bi te mučil, ni odgovoril. Več kot enkrat pa nisi vprašal. Prav tako nas je posvaril pred zasebnimi zapisi. Zapisano ostane kot dokaz, je rekel, lahko te obtožijo. To se mi je zdelo kafkovsko absurdno. Toda Miklavčiča so obsodili zaradi zapisanega in ne samo zaradi pod psevdonimom v Trstu objavljenega. In ne zgolj njega, tudi druge in tudi še desetletja pozneje. Precepu dezorientacije. Zdaj zaključujem. Pred letom in pol sem dobila integralno besedilo po drugo stran dolge terenske preverke, ki jo je v očetu izgotovil center SDV Koper in datiral z 21.9.81. V preverki med drugim piše: Anileto je v Trstu poznan kot pripadnik desničarske struje krščanske demokracije oziroma je aktiven v vodstvu Liste za Trst. Prav tako so poznane njegove povezave z vidnejšim slovenskim emigrantom dr. Sirc Ljubom, utopist. Aniletov odnos do naše družbeno-politične ureditve je odklonilen, čeprav je pripadnik slovenske manjšine v Italiji. Seveda Anileto ni bil krščanski demokrat, kar se v Trstu ve. Ali je bil aktiven v vodstvu Liste za Trst, ne vem. Bil pa je demokrat in jugoslovanski monarhist, česar ni skrival. Zakaj je torej zapis, ki je, kot vsa preverka, zmes fikcije in resnice? Mar so bili SD-vejevci v svojem poročilu malomarni, nespametni, manipulativni ali prejemniki ukazov? Kako to? Saj preverke niso bile namenjene slehernikom, ki jih je treba utiriti, marveč izbrancem, ki so že bili utirjeni in nam celo kazali pravo pot. Kdo je hotel dezorientirati koga? Mar KPS in
SDV druga drugo in še morebitne bralce za povrh. Kako se v precepu dezorientacije odzivajo pravniki, odvetniki, sodniki, tožilci, pravobranilci? Kako njihova društva? Kako mi drugi, noi altri? Najmar govorimo, molčimo, manipuliramo, prisluškujemo, ovajamo, se distanciramo. Ali pa ven in ven volimo ta pravi. Ali se sme, splača ali mora opozarjati na revolucionarne metode, ki jih nad prebivalstvom Slovenije izvaja že vsaj tretja generacija enakopravnejših od enakopravnih. Kaj odgovoriti študentki, ki se je pri nemški književnosti naveličala poslušati moja izvajanja o cenzuri in je pripomnila, da njena babi pravi, da je bilo prej vse bolje. Ko sem pokomentirala, da sem bila prej tudi sama mlada, da me ni nič bolelo in da so fantje žvižgali za menoj, ker sem bila jung und knusprig, mlada in hrustljava, zdaj pa ti nihče več ne žvižga, ker sem samo še knusprig, hrustljava, je to izzvalo slave krohota. Vprašanje, ki se pri tem zastavlja, pa je, koliko mladih se je ob tem zamislilo. Hvala.